Povedali ste, da je v bistvu to srečanje, to javno vprašanje, prav zato, da se za resovce malo bolje spozna. Zdi se mi, da ste skoraj vsi ali močni simpatizeri ali pa člani, ne? Če že niste člani simpatizeri, razen dveh, ne? Tukaj. Ja, po mojem. Vi niste. Dobro. Da vas malo spoznamo. Recimo, gospa Širca, vi tak, če gremo malo na seks, pa ne na direktno, ste bili pripravljeni gola slikati zdaj, ko ste v politiki, ali pa prej, ko niste bili v politiki? Zdaj ne pol za javnost. Kaj pa vi? Koga pa? Ne, to ni mišljeno tako, vi ali ne. To je hipotetično vprašanje. Ja. Ne, jaz sem še novinarka, za plepa. Lahko za aktivistični koledar, zaradi mene. Ja, pa sem želim filmu, ne? Ne, tam so bile zelo uspešne s tistim, ampak niso bile gole ženske. Odgovor je povsem enak s tem, da se mi poraja vprašanje, ali bi me sploh kdo hotel. Recimo, jaz ne bi bila pripravljena tudi Bogram ti sprašuje, zakaj ne gola se slikati, ne? Jaz se ne bi bila pripravljena niti razkrivati o enih določenih mojih intimnih navadah, ki so vezane, ne vem, kdaj berem, kdaj jem, kaj jem, zakaj pa? Ker to je pač en način, ki se mi zdi, da bi bil, kaj smo danes govorili o manipulaciji. Ne? Da to delam z namenom, da pridobivam nekaj. Ne? Razen kolikor ne bi bilo to vprašanje vezano na nekoga, ki bi hotel nekaj dobiti od tega. Ne? Je doma kaj pripomočkov seksualnih? Kaj je za vas seksualni pripomoček? Je predvsem filmov pa literature. Torej, otipljiva stvar, ki sproži imaginacijo. Zakaj so pa Židom prepovedala, zakaj so si Židi prepovedali predmete uslikavati in so samo ornamente delali. To je zelo jasno, zakaj so sproščali fantazijo. Kateri film kot dober pornografski svetujete? Pornografski dober? Zelo hudo je zaradi tega, ker pornografija se izpodmakne tisto, po čemer sem prej govorila, imaginacija. Je pač trdo, je dejstvo in ti potem zapre možnost fantazije oziroma razmislekov. Kaj pa knjiga, ki vas je razvnela? Razvnela? Seksualno? Ali katero? Biblijo zmerila novo bere. In se čudim, zakaj je taka razlika. Recimo, čudim se, zakaj je obstala ena interpretacija enega evangelija, medtem ko se je ena interpretacija povsem zgubila. In to je tista, ko je Jožef takrat, ko je izvedel, da je njegova Marija noseča, jo je spravil doma, je poslal, je rekel, nočem te videti. Zakaj ta interpretacija v svetu ni dobila domovinske pravice, ampak je dobila tista, ko je od vznemirjenja seveda se stopil in bil zelo sprijazen. Pa je odgnal od doma, je lahko prišla šele potem, tako rekoč, ko je že rodila, tako kot Elizabeta, recimo, to te ja razname. Ste prebirali mogoče tudi kaj Vroči kaj tukaj nastajajo v tem, Vroči kaj revijo, če ste prebirali, nastajajo tukaj na tem območju prav v Mariboru, pa me zanima, če to so ponosni večerovci, to govorijo. Ste brali, kdaj to revijo? Vroči kaj? Nekaj časa je že. To je kar nekaj, ne? Stari čas. Pri tem časopisu je bilo najbolj zanimivo to, da je, če se ne motim, ga urejali, oziroma je bila aktivna sodelavka ena gospa, ki je prej obrambo pokrivala. To se mi je zdel tak blazen preskok, ki mogoče res lahko simbolizira nek premik v
v državnosti sklade. To je bila revija, ki je pokrivala celo Jugoslavijo. Imela 110.000 naklade, ki je imela evropske ambicije oziroma vzhodne ambicije, ne? To je bilo v 80 let. Ne? Izjemno uspešna. Ne? In je pač niso dobili potem licence, če se ne motim, ne? Ene svetovne hiše za fotografije in je pač to propadalo. Žare Rojc je bil pa glavni urednik na Večeru takrat te revije Kaj. Vroči Kaj. Zdaj dve revije, ni bil Kaj, bil je bil pa Vroči Kaj. Vseh za mesto Maribor.